predstavljate knjigo z novo čokolado. Ja, tako je. To je knjiga, ki pomaga vsakmu v čokolad čim bolj uživati, ampak pa tem ne pretiravati s količino. Tako da na začetku so predstavljene sestavine, pa vrste čokolade, kakšna je dobra, kakšna ni dobra. Pa je predstavljen tudi, na kakšen način jo moramo uživati, da bomo čim več od nje imeli. Ta glavna stvar skoraj je pa kakavovec. Poznamo različne sorte, tako kot različne sorte jablan, tudi različne sorte kakavovca in to je skoraj odločilnega pomena za čokolado na koncu. To je dobro vedeti. Na ta način lahko zberemo res dobro čokolado, ki jo čisto malo pojemo, pa smo zelo zadovoljni. Koliko strani ima knjiga? Knjiga ima 120 strani. Kako je razdeljena? Ja, razdeljena tako, kot sem že nakazal. Prvi so sestavine čokolade vrste, pa je sam obred uživanja čokolade, pa je posebej obravnavana sestavina kakavovec, od drevesa kakavovca zelo obširen, predstavljene sorte. Na koncu pa še, kako se iz zrn izdela čokolada. Kakšno je zanimanje drugi dan festivala čokolade za vašo knjigo? Ja, občutek imam, da ima prednost praksa pred teorijo. Ste bil vi najprej ljubitelj čokolade, prišel na festival čokolade in dobil idejo, da bi jo napisal? Ja, tako nekako, ja. Mislim, da 3 leta nazaj, da sem bil ta prvokrat na tem festivalu in sem bil čisto fasciniran, da sem pa začel čokolado malo bolj študirati, pa se je pa enkrat toliko tega nabral, da se mi je zdel fajn knjigo napisati. V zadnjem času je tudi veliko diabetikov, ste upoštevali tudi to v svoji knjigi? Ja, nekaj sem pisal tudi o vrstah sladkorja, drugače pa velja tako. Visok delež kakava pomeni nizek delež sladkorja in če je to še v kombinaciji s kakšno dobro zelenjavo, je pa to dobra stvar. Luka Vidic iz Hiše eksperimentov, tudi to se letos uvaja na festivalu čokolade kot novost. Kakšen je postopek za izdelavo? Postopek za izdelavo je tak, da se je treba majčkeno pomatrati, da bomo znali ceniti čokolado, ki jo jemo, ne tako kot doma, ki skuhamo. Se pravi, čokolado naredimo tako, da dobimo najprej zrna, ki so fermentirana, posušena, nato jih pa mi klele najprej lepo pogrejemo, olupimo, stremo, še enkrat prepražimo, tako da dobijo ta prav vonj okus, tako da se nam sline začnejo cediti. Nato gremo pa naprej na mletje čokolade, kjer po potrebi, če kdo želi, lahko doda tudi malo sladkorja, če mu čista prava grenka čokolada ni všeč. Potem meljemo vse skupaj in ko zmeljemo, ko je stvar rata tekoča, vlijemo v modelček in dodamo kapljico tekočega dušika, zato da malo hitreje vse skupaj postane podobno čokoladi, ki ni čist tekoča, doma bi pa dali v hladilnik. Torej postopek je tak, da ga vsak, ki ga je tukaj izkusil, lahko doma brez problema ponovi. Mogoče na mesto vročih fenov uporab pečico, na mesto tekočega dušika hladilnik, ampak postopek je enostaven. Koliko časa potrebujemo, da jo izdelamo? Kakšen je čas? Zdaj tako, konkret znate dobro jo narediti s temle postopkom 15 minut. Ko pa prvič delate, se pravi naši obiskovalci tukaj porabijo tam okrog 25 minut recimo za izdelavo končnega izdelka. Boste zdaj demonstriral za naše gledalke in gledalce Gorenjske televizije